V poti iz Mestinja proti Podčetrtku nas na levi strani ceste v osrčju Zgornjesoteljskega hribovja pozdravi naselje Kristanvrh, strnjeno okoli cerkvice svetega Petra. V prispevku sledi predstavitev Kristanvrha, ki smo ga pripravili skupaj s krajani. Predstavili bomo zanimivosti njihovega domačega kraja, njegovo preteklost in vpetost krajanov v ohranjanje kulture in kulturne dediščine skozi čas. Kristanvrh se je nekoč imenoval Sveti Peter na Medvedovem selu. Že stoletja so krajani ugibali, od kod ima kraj takšno ime. Ime Sveti Peter je kraj dobil po župnijski cerkvi, Medvedovo selo pa je bilo verjetno dodano zaradi lažje prepoznavnosti, saj so se Sveti Peter imenovali tudi drugi kraji, predvsem kraje v bližini, Sveti Peter pod Svetimi gorami in Sveti Peter v Savinjski dolini. Medvedovo selo pa so včasih poimenovali tudi Medvedje selo, ker naj bi ime kraja nastalo zaradi medvedov, ki so nekoč nagajali vaščanom. O tem se je ohranila ljudska zgodba. To nam bo povedala gospa Vida Debelak. Ko človek postaja z leti, vedno bolj išče svoje korenine. Tako tudi sama raziskujem zgodovino kraja, kjer živim, zgodovino Kristanvrha. Spomnim se pripovedovanja svoje stare mame, ki je živela na Kristanvrhu, o medvedih. Kako so ulovili zadnjega medveda. Predvsem področje med Virštanjem, Bočem in Donačko goro je bilo precej poraščeno z gozdom, ki je bilo domovanje medvedov. Ti so delali ljudem škodo, nadlogo, na vse zadnje so se jih tudi bali. In ljudje s pomočjo lovcev so se znašli na ta način, da so izkopali velike luknje, seveda velikosti medveda. Na te luknje oziroma jame so položili veje in na veje vabo. Vaba je bila pa navadi košček mesa. Ko je prilomastil medved, je prišel na te veje in se ujel v jamo. Nato so ga pokončali z koli. Po legendi in pripovedovanju naj bi zadnjega medveda na ta način ujeli v zaselku Straža, kjer še danes lahko najdemo to jamo. Na Kristanvrhu so živeli zanimivi ljudje. Nekateri od njih so se zapisali v zgodovino kraja. Ljudi in dogodke iz preteklosti je v knjižici Medvedovo selo leta 1936 opisal dr. Pavel Strmšek, ki je bil sin tukajšnjega učitelja Vekoslava Strmška. Doktorja Pavla Strmška bo predstavila gospa Vida Debelak. Z imenom Kristanvrh oziroma Medvedovo selo je tesno povezan tudi dr. Pavel Strmšek. Kdo je bil dr. Pavel Strmšek? Sin nadučitelja v Kristanvrhu Vekoslava Strmška in Rozalije Rjenec-Dolšek. Osnovno šolo je obiskoval na Kristanvrhu, nato gimnazijo v Celju, kjer je zaključil in maturiral leta 1912. Po končani gimnaziji se je vpisal na Filozofsko fakulteto v Gradcu in končal z doktoratom. Njegovo prvo službeno mesto je bilo v Mariboru, kasneje ga je pot vodila tudi na Češko in čez nekaj let je bil tudi ravnatelj gimnazije v Murski Soboti. Leta 1931 se je zaposlil kot profesor na gimnaziji Celje. Na Miklavškem hribu nad Celjem je kupil Levstikovo posestvo. Poročen je bil z Ljudmilo, hčerko doktorja Karla Štreklja. Po nekaterih navedbah je bila Ljudmila prva Slovenka z doktoratom iz filozofije. Umrl je na Polzeli, pokopan je pa v Celju leta 1965. Dr. Pavel Strmšek je bil pisatelj, zgodovinar, prevajalec. Pisal je črtice, knjige, pripravljal je tudi gradivo za izdajo za svojega tasta. Med mnogimi knjigami najdemo tudi zanimivo knjižico z naslovom Medvedovo selo, izdano leta 1936. Izdal je tudi zbirko črtic z naslovom Zvončki moje mladosti pod psevdonimom Polenčan. Svoje otroštvo in mladost je namreč preživel v zaselku nedaleč od Kristanvrha na Polenci.
Prebrala vam bom nekaj zgodbic iz te knjige. Ko je prišel Milanček prvič iz šole? Milanček je bil doma na železnici. Vedno je skakal okoli očeta, vse videl in vedel, karkoli se je zgodilo na postaji. Njegove neugnane mladosti pa bilo konec, ko je moral tudi on v šolo. Sam ni vedel, kaj bi rajši, ali šel v šolo ali postopal po postaji ter štel vlake in opazoval ljudi. Ko je prišel prvič iz šole, ni bilo res nič kaj zadovoljen. Ugajal mu je sicer v šoli marsikaj, a v tem je občutil hudo krivico, da so klopi trde, ko je pa dobro poznal prvi razred na železnici, da ima bržunaste klopi in celo gledala v vozu. Zakaj bi tudi v šoli ne bilo tako, saj ima je tam tudi v prvem razredu in Milanček je bil ravno v prvem razredu. Knjižnica mojega strička. Moj striček je bil posebnež svoje vrste. Vsi so ga spoštovali kot zelo učenega moža in velikega ljubitelja knjig. Saj je pa v knjigah tičal skoraj venomer, rodbine ni imel in prijateljev ni iskal. Ko je pred leti umrl, zapustil mi je svojo veliko knjižnico s sledečim pismom. Ljubi nečak, ko zatisnem oči, naj bo moja knjižnica tvoja last, vendar z opominom in pogojem, da ne izposojuješ iz nje nikdar nikomor ničesar, ker se z izposojevanjem knjige popolnoma razgubijo. Vedi, da se stoji moja knjižnica iz samih izposojenih in nevrnjenih knjig. Razglednice so pomemben vir pri ohranjanju zgodovine krajev. Tako se je na razglednici ohranila tudi nekdanja podoba Kristanvrha. O njih pa smo povprašali zbiratelja gospoda Valerija Strničnika, ki v svoji zbirki hrani najstarejšo razglednico Kristanvrha iz leta 1910. Podobo krajev izpred 100 let in več nam prikazujejo razglednice in tudi Kristanvrh oziroma takratni Sveti Peter na Medvedovem selu jih ima kar nekaj. Razglednice prikazujejo panoramo kraja ter takratne pomembne objekte. Cerkev, župnišče, staro šolo, gostilno in trgovino. Večinoma so jih izdajali trgovci in gostilničarji, saj so na ta način sami sebi delali reklamo ter vabili goste. Pomemben izdajatelj in založnik je bilo tudi Katoliško slovensko kulturno društvo, ki je izdajalo razglednice v slovenskem jeziku in na ta način krepilo in budilo narodno zavest. Razglednice so pošiljali najrazličnejši ljudje, saj so v tistem času veljale za zelo priljubljen ter cenovno dostopen način sporočanja. Pošiljali so jih ob raznih dogodkih, krajevnih proslavah, voščilih ob rojstnih dnevih. V svoji zbirki imam tudi več razglednic, ki jih je poslal takratni duhovnik gospod Pučnik, ki je čestital svojim kolegom duhovnikom ob jubilejih. Razglednice pa nam prikazujejo tudi boj med takratno slovensko in nemško oblastjo na Spodnjem Štajerskem v prehodu med 19. in 20. stoletjem, kjer je nemški jezik izpodrinil slovenskega. Tako je na primer takratni trgovec Fink izdal razglednico sliko svoje trgovine, kjer pa je zaradi močnega vpliva ponemčevanja na razglednici se moral preimenovati v Funk. Praznovanje zavetnika župnijske cerkve svetega Petra se na Kristanvrhu praznuje že stoletja. O Petrovem nam bo nekaj povedal gospod župnik Tadej Linasi, gospa Franska Javršek pa se praznovanja Petrovega v kraju spominja iz svojega otroštva. Lepo pozdravljeni tukaj na Kristanvrhu v naši župnijski cerkvi svetega Petra. Danes je praznik apostolov svetega Petra in Pavla, ali kakor po domače rečemo, Šempetrovo. Glejte, ko praznuje farni zavetnik, je za ves kraj nekaj prazničnega, nekaj lepega, nekako povezano z našimi spomini, z našim življenjem. Ponavadi ob farnem žegnanju pride več sorodnikov domov, k sveti maši. Sveta maša praznik se vedno začne običajno s telovsko procesijo, 4 postajami, evharističnimi 4 blagoslovi, ki morda letos še posebej prihaja do izraza, ko obhajamo 30 let naše države. In je tudi eden iz blagoslovov
naj Gospod blagoslavlja naš kraj, našo domovino in vso človeško družino. Potem po procesiji pa se nekako zberemo v tem svetišču in sledi praznična sveta maša na čas zavetnikov tega kraja, tega svetišča. In potem je tisto prijetno druženje po sveti maši tudi ob cerkvi. Ljudje se med seboj družijo, pogovarjajo, mogoče letos še bolj, ker smo bili zdaj bolj tako malo oddaljeni in razdaljeni drug od drugega. To je tisto, kar daje prazniku Šempetrovo en poseben čar, en poseben pomen in je samo enkrat na leto. Mene naš farni praznik Petrovo spominja na lepe otroške čase. Težko smo pričakovali kot otroci Petrovo, ampak nismo ga pričakovali zaradi tega, ker se je godile procesije, ampak zaradi tega, da smo videli tisti lecet, sladoledar, ko je prišel. Takrat ni bilo takšnih dobrin, ko je zdaj. Sladoled je pripeljal na kolesu, bili so štanti lecetve, seveda mama nas je lepo oblekla, tudi pripravila za procesijo, ampak mi kot otroci smo bili bolj, očke so nam bile usmerjene v štante, kot pa ne vse drugo. Duhovniki, ki so skozi čas opravljali Božjo službo na Kristan vrhu, so se močno vtisnili v srca krajanov. Spomin na nekatere od njih je ohranjen na spominskih ploščah, ki so vgrajene v cerkev svetega Petra. V srcih krajanov pa je ostal predvsem zadnji od njih, gospod župnik Jože Zamuda. O njem in njegovi bogati zapuščini nam bo nekaj povedala gospa Mateja Voh. Duhovniki, ki so delovali v naši župniji, segajo tja nekje v 19. stoletje in so tukaj na našem pokopališču tudi pokopani. In sicer Wolf Anton, nato Šparhakl Janez, Pučnik Anton, pa že na prelomu v 20. stoletje. Pučnik Anton je deloval tukaj najdlje, praznoval, obeležil je biserno mašo, to pomeni 60 let maševanja v tem kraju. Nadaljeval je Stakne Andrej do leta 1978, to pa je tudi leto, ko je k nam prišel Zamuda Jože. Župnik, ki je pri nas deloval polnih 36 let in ki se je nekako zapisal v naša srca kot župnik našega kraja. Nahajam se v knjižnici, župnijski knjižnici v našem Farufu. Je izjemnega kulturnega pomena. Knjiga je ta kulturna dediščina, ki povezuje preteklost s sedanjostjo in ki je taka svetla prihodnost našim zanamcem. Župnik Zamuda je bil strasten zbiratelj knjig in na teh policah jih najdemo več kot 2200. Med njimi se najdeta tudi dve zelo posebni, ki pa ju hranimo v sefu, in sicer faksimile Dalmatinove Biblije iz leta 1584 in pa posebna ročno vezana Biblija, ki je bila izdana le v 1000 izvodih in ena je tukaj pri nas in po njej se lista zgolj z rokavicami, tako dragocena je. Bogata knjižna zbirka vsebuje obrednike, molitvenike, različne izdaje svetih pisem. Pa ne le to, med knjigami najdemo tudi posvetno literaturo, leksikone, leposlovje za mladino in otroke. Torej, po smrti Jožefa Zamude smo vaščani zavihali rokave in se odločili, da bomo dobri gospodarji, takšen kot je bil naš Jože Zamuda. Preuredili smo prostor, razstavili knjige, ki so nam v velik ponos. Pred 160 leti se je na Kristan vrh priselil organist Martin Zupan, ki je kmalu po prihodu ugotovil, da kraj potrebuje šolo.
Pri kapucinih v Celju je opravil izpit za vaškega učitelja in kmalu v svoji hiši pričel učiti prostovoljne učence brati in pisati v slovenskem jeziku. Leta 1836 je kraj dobil svoje šolsko poslopje. Starega šolskega poslopja žal ni več, vendar je v srcih krajanov ostal priljubljeni učitelj Vekoslav Strmšek. Na novi šoli se je ohranila njegova spominska plošča, ki mu jo je zasluge na področju šolstva postavilo takratno učiteljsko društvo Šmarsko-Rogaškega okraja. Učitelja Vekoslava Strmška nam bo predstavil gospod Sašo Obrski. Strmšek se je rodil 31. maja 1864 ob vznožju ponosnega Pohorja v vasi Dolgoše blizu Hoč. Rodil se je v preprosti kmečki hiši. Njegov oče Pavel je takoj opazil dečkovo nadarjenost. Poslal ga je v šolo, potem, ko je zaključil ljudsko šolo v Hočah, navadnico v Maribor. Leta 1878 je vstopil Strmšek v pripravnico na mariborskem učiteljišču. Leta 1883 je končal učiteljišče in je dobil začasno mesto na Ponikvi ob južni železnici. Nato se pa je zgodilo leto 1889. Izpraznilo se je mesto nadučitelja, voditelja pri Svetem Petru na Medvedovem selu. Za to mesto je prosil Strmšek, ki je pravzaprav že prej nadomeščal obolelega učitelja. Najprej je iz enorazredne šole nastala trirazrednica. Staro šolo je prezidal v prostorno, lepo, moderno poslopje in od takrat naprej je bila to najlepša stavba daleč naokoli. Proti svojim tovarišem je bil vedno odkrit, ustrežljiv in prijazen. Če je imel tu in tam za koga grajo, mu je povedal to kot prijatelj in naravnost. Zahrbtno obiranje je obsojal odločno. Zaradi njegovega odkritega, poštenega, moškega značaja ga je učiteljstvo cenilo tako zelo visoko. Strmšek ni poznal tiste ponižujoče skromnosti, kakršno je še pred davnim časom kazalo učiteljstvo, da se je ponižno klanjalo slehernemu mogotcu. Ne, bil je ponosen na svoj stan. Z neupognjenim tilnikom je korakal skozi življenje. Posebno skrb je posvečal tudi učiteljskemu društvu Šmarsko-Rogaškega okraja, ki je po njegovi zaslugi bilo eno izmed najbolj delavnih društev v takratnem času. Bil je tudi upravni odbornik Zveze slovenskih učiteljskih društev in kljub temu, da je prihajal iz tako oddaljenega majhnega kraja, se je redno udeleževal vseh sej in zborovanj takratnih združenj. Na svojem posestvu si je nakupil živino, preuredil posestvo tako, da je bilo najlepše v celi občini. In ta polenca mu je res preveč prirasla k srcu. Z njo si je nakopal tudi mnogo skrbi in trpljenja. Sam je oral in sodeloval pri najtežjih delih. Vso to delo pa mu je pustilo posledice na njegovem zdravju. Bil je tudi strasten kadilec. Sam je pred smrtjo določil podrobnosti o svojem pogrebu. Mislil je na svoje tovariše. Radi so me imeli, je večkrat rekel svoji soprogi. Prišli bodo od vseh strani k mojemu pogrebu. Lačni bodo in žejni. Pripravi jim vina, nareži jim kaj. Svojim najzvestejšim prijateljem je izročil v varstvo svoje drage in izdihnil pri popolni zavesti, toda v silnih bolečinah 6. septembra 1907. leta. Kultura, v kateri se odraža pesem in gledališka igra, povezuje ljudi tudi v manjšem kraju. Ob nedeljah, ko je utrujena kmečka roka počivala, so se krajani zbrali ob kulturnih dogodkih.
Na Kristanvrhu je v 50. letih prejšnjega stoletja delovala uspešna gledališka skupina, igralska skupina Sveti Peter na Medvedovem selu, ki je zabavala svoje krajane. S svojimi igrami je gostovala tudi drugod in tako jo je v Šmarju svoj objektiv ujel šmarski fotograf Slavko Ciglenečki. Družina Strmčnik hrani fotografijo Veselo igre Rodoljub iz Amerike iz leta 1952, v kateri sta glavno vlogo odigrala Helena Kužnar in Milena Fišer. Gospa Jelka Fink je skupino vodila in režirala predstave. Nekaj fotografij znamenitih nedeljskih iger, s katerimi so se krajani Kristanvrha ponašali na odru nekoliko kasneje v okviru prosvetnega društva, pa hrani gospod Fric Boršič, ki je bil dolgoletni član te gledališke skupine. Po spominu svojega očeta bo delovanje prosvetnega društva predstavila gospa Mateja Voh. Leta 1956 je v kraj kot mlada učiteljica prišla gospa Zlata Škodič, ki je prevzela vodenje gledališke skupine. Kot smo že omenili, je bila gledališka skupina izredno uspešna in v spominih mojega očeta so bili ravno ti dogodki vezani z uspehi te skupine. Z igrami Vrnil se je in Letni časi iz leta 1962 je skupina zaslužila toliko denarja, da so kar za nekaj dni lahko odšli v Benetke. In to so najlepši spomini po pripovedovanju mojega atija. Gasilsko društvo Kristanvrh letos obeležuje 70. obletnico svojega delovanja. Gasilski dom pa pomeni krajanom Kristanvrha osrednji prostor druženja v različnih prireditvah. Predsednik gasilskega društva, gospod Peter Vraničar, si skupaj s člani prizadeva, da bi tako ostalo tudi v prihodnje. Nekaj o preteklosti društva nam bo povedal častni poveljnik z najdaljšim stažem delovanja v gasilskem društvu Kristanvrh, gospod Marjan Mikola. O načrtih v prihodnosti pa bo spregovoril predsednik društva, gospod Peter Vraničar. Kot vse posod po Sloveniji, tudi gasilstvo v Kristanvrhu v veliki meri, kako bi rekel, tradicionalno, to je iz časa Avstro-Ogrske in seveda tisti kmečki narod, ki je živel na teh prostorih, se je mogel tudi gasilsko osamosvojiti. V tem kraju so tudi vse posod po Sloveniji bile večinoma slamnate strehe in seveda mislim, da okoli 39. leta je bil v tem kraju močan požar, je veliko hiš zgorelo. In takrat so začeli ljudje, ki so pač bili malo naprej gledani, seveda takrat so se odločili, da bojo poskušali gasilsko društvo ustanoviti. Po nekih informacijah naj bi bilo gasilsko društvo ustanovljeno 41 leta, samo žal to ni dokazano. Z vsemi možnimi podatki nisem prišel zraven, seveda, tako da smo potem to misel opustili. Gasilsko društvo je bilo pa uradno ustanovljeno 51. leta v prostorih župnišča na Kristanvrhu oziroma na Svetem Petru na Medvedovem selu in seveda takrat je bilo 12 nadobudnih mož, ki so pač verjeli, da bi lahko se to društvo ustanovilo. Pomagali so tovariš oziroma gospod Anton Strašček iz Mestinja, gostilničar, Vinko Sajko iz Rogaške in seveda za določeno, da se reče, tehniko in izkušnjami so nam tudi s tem gasilcem na Kristanvrhu pripomogli. Tole, če navežem zgodbo za gasilci iz Valdkreburga, mi smo 91. leta bili prvi stik, so bili oni pri nas, potem smo pa izvajali izmenično 2 tabora. V Kristanvrhu mladinska, tako zvana Zeltlagerja, v Kristanvrhu in 2 v Nemčiji. To je bilo na nek način zelo logistično za nas problem, ker namreč nemščina ni naš jezik, nemščina je drugi, tretji jezik in seveda tu smo imeli veliko srečo, da je bila Natalija, profesor nemščine, ki nas je na nek način tudi vodila in nam tudi pomagala. Moram reči, da sem sam tudi delno pomogel k temu, ker kot nemško govorim, seveda je bilo veliko lažje. Da smo imeli pol gasilcev Slovencev, pol Nemcev, mladina se pa tako, malo nemško, malo angleško, v igri se to dobro dela. Mogoče še samo to za končno informacijo. 25. junija 1991 je gasilsko društvo Kristanvrh z takratnim predsednikom Mikša Albinom, menom Marjanom Mikolo kot poveljnikom, zasadilo to lipo, ki je obeležje slovenstva in seveda tudi osamosvojitve. Zraven tudi stoji obeležje
vojske, ki je bila na Kristnem vrhu, v stari šoli, v gasilskem domu in na tem hlevu, okoli 1500 vojakov, to je bilo tako zvani kozjanski korpus. Ja, prostovoljno gasilsko društvo Kristen vrh šteje danes 120 članov, od tega je preko 50% mladine, s katero uspešno delamo, ker se zavedamo, da brez mladine ni prihodnosti. Društvo kot takšno deluje na področju krajevne skupnosti Kristen vrh, gasilsko in seveda tudi na področju Gasilske zveze Šmarje pri Jelšah, kjer smo tudi člani tega društva. Kot vodstvo, kot gasilci moramo gledati tudi na prihodnost, zato smo letos, ko praznujemo 70 let, nekako začnemo z izgradnjo novega gasilskega doma, predvsem garaž oziroma operativnih prostorov, ker bi želeli našim prihodnikom zagotoviti stabilno in dobro operativno usposobljenost. Letos nekako ne bomo praznovali v tisti navednici, da se veselimo, ampak bomo praznovali delovno, saj želimo svoje finančna sredstva, ki jih imamo, vložiti v ta dom, zato da bo ta dom čim prej zgrajen. Dom je nekako bo zgrajen v dveh delih. Prvi del se pravi to operativni del, ta drugi del, zgornji del pa želimo narediti nadgradno krajo in širše, saj vemo, da domovi nekako centri samevajo, gasilski domovi so prazni, vemo, da populacija se stara in želimo v teh zgornjih prostorih nekako skupaj z, bom rekel, ustanovami, kot je Dom upokojencev Šmarje, narediti dnevno varstvo za starejše, katere bomo prej ali slej uporabniki tudi mi. In dejansko brez ljudi ni življenja, kajti ne želimo, da kraj postane neko spalno naselje, ampak kraj, kateremu je odcepljena neka duša. Zato smo tudi gasilski dom praktično gradimo v samem centru, da se bo nekaj v kraju tudi dogajalo. Vsak kraj ima svojo zgodbo, ki je nastala skozi čas in skozi ustvarjalnost ljudi, ki živijo v kraju. To je bila zgodba o Svetem Petru na Medvedovem selu in o Kristen vrhu.